Siddharta iz odlomka pri ljudeh, otrocih. Trgovec mu je prepustil pisanje pomembnih pisem in pogodb in se je navadil na to, da si o vseh važnih zadevah posvetoval z njim. Kmalu je videl, da se Siddharta malo razume na riž in volno, na plovbo in kupčijo in da ima srečno roko in da njega, trgovca, prikaša v mirnosti in ravnodušnosti in v umetnosti, kako človeku prisluhniti in pronikniti v tuje ljudi. Ta Braham je rekel nekemu prijatelju, ni pravi trgovec in to nikoli ne bo postal. Njegova duša nikdar ni s strastjo pri poslih. Vendar ima skrivnost tistih ljudi, katerim prihaja uspeh sam od sebe, bodisi da je to prirojena sreča, zvezda, bodisi čar ali nekaj, česar se je naučil pri samanjih. Vedno je videti, da se s posli igra, nikdar ga docela ne prevzamejo, nikdar ga ne navdušijo, nikdar se ne boji neuspeha, nikdar ga ne razžalosti izguba. Prijatelj je svetoval trgovcu: daj mu pri poslih, ki jih opravlja zate, tretjino dobička in naj ga isti delež zadene tudi pri izgubi, kadar nastane izguba. Tako se bo bolj razvnel. Ramasvami je ubogal nasvet. Siddharta pa se je zato malo menil. Če ga je doletel dobiček, tedaj ga je ravnodušno pobral. Če ga je doletela izguba, tedaj se je smejal in rekel: glej no, tole se je torej slabo izteklo. V resnici je bilo očitno, da so zanj posli nepomembni. Nekoč je potoval v neko vas, da bi tam pokupil veliko žetov riža. Ko je prispel, je bil riž že prodan drugemu trgovcu. Kljub temu je Siddharta ostal več dni v tisti vasi, gostil kmete, podaril njihovim otrokom bakrene ovce, udeležil se svatbe in se vrnil s potovanja nadvsem zadovoljen. Ramasvami mu je očital, da se ni takoj obrnil, češ da je zapravljal čas in denar. Siddharta je odgovoril: pusti odštevanje, dragi prijatelj. Še nikdar se z grajo ni nič doseglo. Če je nastala izguba, tedaj pusti, da nosim izgubo. Sam sem zelo zadovoljen s potovanjem. Spoznal sem več ljudi, neki Braham se je z mano spoprijateljil, otroci so jezdili na mojih kolenih, kmetje so mi pokazali svoja polja, nihče me ni imel za trgovca. Vse to je zelo čudovito, je nevoljno vzklikal Ramasvami. A menda si kljub vsemu trgovec, mar ne? Ali pa si nemara potoval samo za zabavo? Kakopak, se je smejal Siddharta. Seveda sem potoval za zabavo. Čemu bi sicer? Seznanil sem se z ljudmi in kraji, užival sem prijaznost in zaupanje, našel sem prijateljstvo. Glej, dragi, ko bi bil jaz Ramasvami, tedaj bi brž, ko sem videl, da je nakup spodletel, kot gnev naglič spet odpotoval in čas in denar bi bila v resnici izgubljena. Tako pa sem imel koristne dneve, učil sem se veselil, niti sebe niti drugih nisem prizadel z gnevom in naglico, in če kdaj spet pojdem tja, morebiti, da bi pokupil naslednjo žetev ali za kakšen drugi namen, me bodo prijazni ljudje hvalili, ker tedaj nisem pokazal ihte in nevolje. Bodi daj dober, prijatelj, in ne škodi si z merjenjem. Če pride dan, ko boš videl, škodo mi prinaša ta Siddharta, potem reci le besedo in Siddharta pojde v svojo pot. Dotlej pa dopusti, da sva drug drugima pomirjena. Zaman so bili trgovčevi poskusi, da bi Siddharto prepričal, češ da je njegov. Ramasvami mu kruh. Siddharta je svoj kruh, bolj drži, da oba jesta kruh drugih, kruh vseh. Nikoli Siddharta ni imel posluha za Ramasvamijeve skrbi in Ramasvami si je delal pri nekatere skrbi. Naj se je šlo za kupčijo, kateri je grozil neuspeh, naj se je kazalo, da se je izgubila pošiljka blaga, naj se je zgrozilo, da neki dolžnik ne bo mogel plačati, nikdar Ramasvami ni mogel prepričati svojega družabnika, da bi bilo koristno izgubljati besede, žalost ali jezen, mršiti si čelo, slabo spati. Komu je Ramasvami nekoč očital, češ da je vsega, kar je obvladal, naučil od njega, je dobil odgovor,
ko me vsaj ne bi poskušal imeti za norca s takšnimi šalami. Od tebe sem se naučil, koliko stane košara polna rib in koliko obresti je mogoče zahtevati za spoceni denar. To so tvoje bede. Misliti se nisem učil pri tebi, dragi Kamasvami. Poskušaj raje ti naučiti tega od mene. V resnici njegova duša ni bila pri kupčiji. Posli so bili dobri, da so prinašali denar za Kamalo in prinašali so dosti več, kakor je potreboval. Sicer pa sta bila Siddhartova navzočnost in zanimanje le pri ljudeh, kateri opravki, delo, skrbi, zabavi in norosti so mu bili nekoč tuji in daleč kakor luna. Kakor mu je uspevalo, da je z vsemi govoril, je z vsemi živel, da se je od vseh učil in se kljub vsemu še močneje zavedal, da je nekaj, kar ga razločuje od drugih, od njih, to je bilo njegovo samanstvo. Videl je, da ljudje živijo nekako otroško ali živalsko življenje, ki ga je imel hkrati rad, a ga je tudi zaničeval. Videl je, da se trudijo, videl, da trpijo in se bilijo glave zaradi reči, ki so se njemu zdele takšne cene docela nevredne zaradi denarja, zaradi majhnega užitka, zaradi majhne časti. Videl je, da se med sabo prepirajo in se žalijo, videl je, da tarnajo zaradi bolečin, kakršne se Saman smehlja in da trpijo za poželenim, ki jih Saman ne čuti.